Islamisti prevzemajo svet, oni pa se pritožujejo, da jim nismo kar pogrnili rdeče preproge. In ko rečem, da se pritožujejo, mislim resno, dejansko se pritožujejo. Poglejte to. Zakaj je halal oddelek v Tescu tako majhen? Zakaj dobimo samo ta majhen del tukaj? In oni dobijo vse to in še vse tisto. To morajo popraviti. Mislim, precej jasno postavlja svoje pričakovanja, kot da pravi, glejte, mi, islamisti, nadzorujemo to. Torej, zakaj za vraga se ne bi raj prilagodili nam, kot pa vsem drugim? Ker točno takšno miselnost imajo ti ljudje. Prihajamo, da prevzamemo nadzor. Torej, zakaj vsi preprosto niso sprejeli, da smo tukaj, da prevzamemo oblast? In ko rečem, da so tukaj, da prevzamejo oblast, mislim, poslušajte to mimogrede, mislim, Ne, vidim nek video na Fikšič. poglejte, kaj se v resnici dogaja, prav? Mislim, ta moški se tam pritožuje na tem, da rdeča preproga ni bila razgrnjena. Ampak po mojem mnenju smo rdečo preprogo že kar razgrnili na način, ki je iskreno nekoliko problematičen. Nenehno vidim video na Fikšit, kjer se nek muslimanski moški pritožuje, da je v njegovem lokalnem supermarketu le zelo majhen halal oddelek. Za vse, ki to poslušate samo v audio obliki, mimogrede, hvala vsem našim poslušalcem na Spotifyju in Apple podcastih. Cenimo vas. Poskrbite, da ocenite ta video in se naročite. Ampak tukaj je video z ogromno količino halal mesa, skoraj kot cel ogromen zamrznjeni oddelek. Ogromen, res velik, ne, več kot dovolj. In zdi se, da je popolnoma založen, ni prazen, popolnoma je založen. Supermarket, seveda, to je. Morrisons. Tukaj nimajo običajnega nehalal mesarja. Dejansko imajo samo halal mesarja. Morrisons, ki je, ne vem, eno glavnih nakupovalnih središč v Angliji. Torej, predstavljajte si ga ne kot Walmart, ampak kot eno izmed velikih supermarketov. Imajo samo halal meso v eni izmed svojih trgovin. Toliko slabo je že postalo, prav? Ne samo to, ne samo, da te ljudje prihajajo do te mere, da supermarketi zdaj dejansko prodajajo meso samo zato, da bi ustregali njim. Pritožujejo se, ko pridejo v trgovine, ki tega ne počnejo. Mislim, kakšna drznost je to. Noro. Tudi precej velike. Torej, če ni zadovoljen, ker njegova lokalna trgovina nima velike izbire, halal mesa vse, kar mora narediti. Noro je, da pride v Morrisons v Enfieldu, kjer imajo dejansko mesarja. Velikega. Tako da nameravam začeti ta video s tem, da govorim o norosti in drznosti, da rečejo, oprostite, morali bi nam bolje streči. Ampak zdaj, ko vidim, da imate v Združenem kraljestvu celo trgovino, ki prodaja samo halal meso, in spet govorimo o običajni britanski trgovini, ne o posebni za islamiste. S tem imam težavo. To je zame večji problem, to je večja težava. Mislim, zdi se, da to ni samo v trgovinah, ampak da Združeno kraljestvo dejansko popušča tem norcem. Prekleto sem besna. Oprostite, ves čas preklinjam. Sadiq Khan pravkar je napovedal. Moram prebrati, ker je pravkar napovedal nov predlog za gradnjo 40.000 novih občinskih stanovanj, ki bodo posebej prednostno namenjena muslimanom v okviru muslimanskega stanovanjskega načrta. Torej, imajo svoje supermarkete, ne? Ja, pritožujejo se zaradi tega, ampak imajo svoje supermarkete. In zdaj morajo vsi kupiti halal meso, ki je očitno dražje, ker mora skozi postopek certificiranja. Zdaj pa dobivajo tudi posebna stanovanja samo za njih. Spomni se, nekoč je bila ideja biti rasist ali nekoga izločiti zaradi vere, to, da si ga izpostavil. Zdaj pa je tako, da če jim ne daš ogromno privilegijev, torej si zaslužijo, da dobijo posebna stanovanja samo zase. Ta stanovanja bodo zgrajena blizu moše in halal trgovin. Sem prav slišala? Ali to ni razdvajajoče? Ali je to inkluzivnost? Si lahko predstavljaš, če bi mi objavili
da mi, vlada, gradimo 40.000 novih domov, vendar ji bomo dali prednost ne muslimanom. Ali. Kristjanom, si lahko predstavljaš, če bi župan Združenega kraljestva dejansko izdal izjavo, da bomo zdaj dali 40.000 hiš samo kristjanom? Ogorčenje, ta drznost in to je problem. To so dvojna merila in to so dvojna merila, na katera se ne le navajajo, ampak jih tudi zahtevajo. Dajte nam večje supermarkete, naj imamo vse, kar potrebujemo. Vi ne morete imeti posebnih stanovanj za vas, ampak mi si zaslužimo posebna stanovanja za nas. Zdaj, če ste še vedno Eden tistih ljudi, ki dejansko misli. da je to samo britanski problem, žal imam nekaj za vas. Podpiram, da bi bila odlična voditeljica kulta. Predsednik Združenih držav Amerike. Nekega dne boš postal predsednik Združenih držav Amerike. Nihče, vključno z Mikeom Alanijem, te ne more ustaviti, da postaneš predsednik. Sanjaj na veliko, imej vizijo. Ker če je lahko Barack Hussein Obama predsednik, zakaj ne bi mogel biti Sohaib Javad predsednik? Postal bo predsednik. Govori o tem, da bodo muslimani prevzeli Meko. Včasih so se mu smejali. Kaj se je zgodilo? Kaj je? Kaj se je zgodilo, fantje? Kaj se je zgodilo? Včasih so se smejali ideji, da bi islamisti prevzeli oblast. Kaj se dogaja zdaj? Morrison je popolnoma halal. To se dogaja. Za te ljudi, ki poskušajo vdreti, je določenih 410.000 uporabnikov. Poslušajte, kaj govorim. Prihaja. Spremembe prihajajo v Ameriko. In kaj nam Allah govori? Kuntum khairu ummetin. Vi ste najboljši izmed narodov. Vi ste boljši od vseh drugih. To Allah pravi. Prizadevajmo si za to. Prizadevajmo si za muslimanskega župana. Na naslednjih volitvah predlagajte ljudi za šolski odbor. Na naslednjih volitvah tukaj predlagajte ljudi na ravni lokalne občine. Mimogrede, tisti moški, Sadiq Khan, ki je določil 40.000 hiš za islamiste, je islamistični župan Združenega kraljestva. Izvoljen je bil, ker razmišljajo tako, ker je to njihova strategija. On govori tem mladim ljudem, ki ga poslušajo, ali starejšim ljudem, pejte, lahko postanete predsednik. Demografija se spreminja, ljudje so se spreobrnili, v tej državi poteka množično spreobračanje. Kje so spreobrnjenci? Samo spreobrnejo se in izginejo v divjini. Druga stvar, otroci. Muslimani imajo največjo populacijo. V povprečju Pew Foundation je naredila raziskavo Pew Foundation in so ugotovili, da ima muslimansko gospodinjstvo v povprečju 3,4 otroka na družino. Beli Američan ima 1 otroka na družino. On vam razlaga njihov načrt. Vstopite v politiko, glasujte, imejte veliko otrok, prevzeli bomo oblast. Mislim, dobesedno to govorijo, a se pritožujejo, da se ne dogaja dovolj hitro. Praktično prehitevajo čas, ker so to volivci. To niso samo dojenčki rojeni v bolnišnicah, to so volivci. Tako na to gleda politik. Spremeniti moramo okvir in začeti gledati na stvari z drugega zornega kota, iz druge perspektive. Za prihodnost družbe danes v svojem življenju ne boste spremenili, ampak razmislite o tem. Pravi kmalu, vesela sem, da smo lahko sledili, da si lahko delam zapiske. Kmalu bomo imeli muslimanskega predsednika, To je načrt. In imam neki novic za njih. To se ne bo zgodilo. Ne bomo dovolili, da se to zgodi. Oprostite, vi s svojimi načrti in vašim starim študentom ne bomo dovolili, da se to zgodi. Nekaj se bo spremenilo. Upiramo se, spremenilo se bo. ampak zapomnite si, ko ljudje pridejo, je edini način, da jim uspe vdreti, razen če ne gre za pravi pokol, kot to počnejo na različnih krajih, da prepričajo ljudi, da bi morali to podpirati. In zdaj so na naslednji stopnji. Ne samo, da jim je vlada dodelila posebno nastanitev in da jim supermarketi ustrežejo, zdaj se še pritožujejo na spletu, da se vse skupaj ne dogaja dovolj hitro. Pazite, ker je to tukaj in moramo nekaj ukreniti glede tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.